moja največja strast. V tem mislim, da sem tudi res zelo dobra, zato ker delam že to res 20 let. Vedno sem bila v svetu moških, a ne? Že takoj, ko sem začela delati, pa večina je bila moška ekipa, potem imam brata, očeta, ker z močnim karakterjem in se mogla vedno boriti, ne? Zdaj, jaz sem tudi tukaj, jaz bom tudi nekaj, ne? Prva stvar je to pravilo, da vino mora iti tisti jedi, da jo mora podzigati in da se mora ta harmonija ustvariti, ker smo mi someljeji, prvi ambasadorji bi mogli biti slovenskih vin, poudarjati slovenska vina, poudarjati slovenske vinarje. Mi smo vinska dežela, ki je sicer majhna, ampak to še toliko bolj butična, posebna in je prav, da svet spozna in prepozna in seveda tudi obišče vse te male skrite kotičke Slovenije. Dobrodošli v prvi epizodi vinskega podcasta iz Trte iz Lito, kjer vino ni le okus, temveč zgodba, kulturni zapis, identiteta, dediščina in prostor povezovanja. V njem spoznavamo ljudi, ki s strastjo in neomajno energijo že vrsto let oblikujejo podobo naše vinske in kulinarične krajine. Današnja gostja je odlična uvertura v to potovanje, someljejka 3. stopnje, ustvarjalka svoje osebne penine in del naslednje generacije družinske zgodbe JB. V svetu, kjer je vino dolgo časa veljalo za domeno moških, vnaša svežo energijo z nežnostjo, samozavestjo in eleganco. Ne samo, da med seboj povezuje ljudi in vinske zgodbe, z njenim prizadevanjem in trudom slovenske vinske okuse raziskujejo in spoznavajo tako v njeni restavraciji, ki jo vodi skupaj z bratom, kot povsod po svetu. Lani je bila na Združenju mladih evropskih šefov razglašena za najboljšo someljejko Evrope. V svetu, kjer se tradicija srečuje z inovacijo, piše nova poglavja, med drugim snuje projekt, ki bo povezal ženske ustvarjalke iz vina, sveta in kulinarike. Nina Bratovž, lepo pozdravljena. Maša, zdravo. Hvala, da si se udeležila prvega podcasta. V čast mi je. Tudi meni zelo sem vesela, že ko si me poklicala in povedala, o čem bo tekla beseda, sem bila navdušena. Tako da hvala, da sem lahko prva gost. Nina, nekako se sliši samoumevno, da hči nekoga, ki je postavil visoko kulinariko v Sloveniji, Janeza Bratovža, bo pa le nekako sledila njegovim stopinjam. A je bilo zmeri samoumevno? Ne, definitivno ni bilo samoumevno. Oziroma, starši nikoli niso ne mene, ne brata nekako porivali v ta svet. Jaz sem čisto slučajno med študijom prišla pomagati in me je ta svet posrkal vase in danes sem še vedno tukaj. In sicer moja pot tudi je se začela bolj v kuhinji, pa sem pa vseeno videla, da se bolj vidim v tem vinskem oziroma svetu someljerstva in natakarstva. Nekako, tako kot si sama rekla, ni bila klasična pot. Vmes je bil še, oziroma prej je bil še študij farmacije, spomnim se še tvojih pralinejev in zdaj, kdaj se je rodila vinska zgodba oziroma vinska ljubezen? Je bil to ljubezen na prvi pogled? V bistvu, kot si rekla, jaz sem delala te svoje pralineje by Nina in sem bila zelo ponosna na njih. Ampak v bistvu ta ljubezen do vina se je rodila pa čisto spontano. Pri nas so imeli someljeji predavanja in jaz sem bila nekako dolžna pripraviti vse mize in tako, in to sem opazovala takrat stara 21 let in mi je rekel predsednik Ivan Peršolja, pa priče ti, pa boš poslušala, mogoče ti bo pa zanimivo. Pa sem res šla čisto neobremenjena takrat, tam spoznala krasne ljudi in v bistvu tudi njim se lahko zahvalim, ker smo se res lepo ujeli in potem tudi dolga leta skupaj potovali, spoznavali vina, se pogovarjali o vinu, v vsem tem svetu in skupaj pa tudi naredili vse 3 stopnje. Tako da, potem sem pa pristala celo v Goriških Brdih za nekje 7 let, videla še ozadje, kako
pride do steklenice vina, da to ni tako enostaven in mislim, da od takrat naprej pa pač mi teče vino po žilah, tako da ja. Ko te nekdo opazuje, je res videti to ljubezen do vina, strast in predanost, in to te je pripeljalo pravzaprav do eminentnih nazivov, da srečuješ vina po vsem svetu, vabljena si na pomembne kulinarične vinske dogodke. Kaj ti vse to pomeni na eni strani na osebni ravni in kaj to pomeni za prepoznavnost slovenskih vin po svetu? Seveda za osebnost je siguren en poklon oziroma neka potrditev, da si pač na pravi poti, da delaš pravilno oziroma da pač imaš, da ljudje vidijo to strast. No, to mi je zelo mi to je všeč, ker sem se pač vedno trudila. Nikoli nisem sicer zelo se dajala na ven, na peristale, pa tako, vedno sem bila malo v ozadju, ampak vedno pa res strastjo v tej stvari in res ljubeznijo in mi pač res godi, da so to vsi opazili. Za prepoznavnost vina v svetu pa absolutno je to samo prednost, ker smo mi someljeji, prvi ambasadorji bi mogli biti slovenskih vin, poudarjati slovenska vina, poudarjati slovenske vinarje. Mi smo vinska dežela, ki je sicer majhna, ampak se to še toliko bolj butična, posebna in je prav, da svet spozna in prepozna in seveda tudi obišče vse te male skrite kotičke Slovenije. Z bratom nadaljujete torej družinsko tradicijo v restavraciji. Vemo, kako zahteven je kulinarični svet, dolge noči, pozno. Kako pa ti usklajuješ družinsko življenje z tem, kar zdaj počneš? V bistvu ja, predno sem postala mama, se sploh nisem zavedala, kaj me v bistvu čaka, no. Tako kot najbrž nobena ženska. V našem poklicu, kot si omenila, je res ta dinamika kar zahtevna. Jaz vedno rečem, da moje delo je pač res del mene in je način dela, ampak v prvi vrsti so mi pa res pomembni otroci in tudi jaz sama vem, kako je bilo, ker sta bila starša dosti odsotna, vzgajala me stara mama in vidiš pol, čutiš pač vseeno, da pač si imel neko pomanjkanje in se trudim jim dati čim več, vseeno pa se mi zdi, da ne smeš sebe pozabiti vsem tem in da vseeno moraš biti malo egoističen in da tudi sebe oziroma to, kar delaš, kar te polni, kar ti daje veselje v življenju, da moraš vseeno ostati na tej poti. Ja, sama pač sem vesela, da nekako partner nekako to podpira, razume, da tudi kakšen večer oziroma kakšen dan, ko mene ni, on poskrbi za njih oziroma moja mami, no, tako da sta onadva sigurno, imam lahko rečem velik hvala, da lahko sledim svojim sanjam in da tudi kakšen večer pač mama manjka doma. Posvetiš in karieri in tudi narediš nekaj za dušo, ne, v končni fazi. Tako kot pravijo, srečna mama, srečni otroci in siguren, moraš biti moraš biti vesel, srečen v življenju, da daš pa to srečo tudi deliš z otroci. Zaenkrat mislim, da jim vseeno dam dovolj pozornosti, dovolj svojega časa. Je pa tudi tako, da takrat, ko si z njimi, moraš biti kvalitetno z njimi, lahko smo po cele dneve z njimi, pa smo vsi na nekem svojem kotu, mi smo pa res takrat smo skupaj, probamo preživeti čim bolj kvalitetno. Zdaj od starih Grkov, Rimljanov naprej so v svetu vina nekako prevladovali moški. V 19. stoletju vstopijo v zgodbo ženske z velikih šampanjskih hiš v Clicquot, Madame Pommery. Tudi Nina ima svojo penino, danes jo prinesla s sabo. Boš povedala zgodbo, več ozadja, kje jo kombiniraš, na kakšne načine, kje jo najdemo? Res je, ja, jaz sem zelo ponosna na to svojo penino in zelo vesela, da so me v bistvu ta naša največja
peničarska hiša povabila v sodelovanje, tako da smo v bistvu z Radgonskimi goricami naredili to mojo penino in smo se malo v spredje. Ja, malo smo se poigrali, ker sem jaz Nina. In tale beseda penina je bila meni vedno zelo všeč in tudi kadar slišim, da kdo reče, ja, bomo spili en šampanc, ker malo kocine grejo po konci. Premalo se uporablja ta beseda penina in zato sem jo še toliko bolj izpostavila in v bistvu imam v imenu moje ime, kar je pa v bistvu sploh neki posebenega oziroma fajn, no? Zato sem to izpostavila. V bistvu smo pa z Radgonskimi goricami v sodelovanju smo naredili. Mene so povabili, nekako dali so mi nekih 20 vzorcev, med njimi sem si jaz izbrala to svojo. Okay. Predvsem mi je bilo bistvo, da je polnega okusa, da se izraža ta teruar, ki je v bistvu na Štajerskem se mi zdi perfekten za penine. Vseeno je pa ta svežina oziroma ta sadnost izražena, tako da je in pitka in bogatega okusa, tako da lahko kombiniraš hrani, sploh tem začetnim jedem oziroma kot aperitivna. Tako da je 100% Chardonnay, Brut Natur, 2 leti na kvasovkah in zaenkrat so kar ljudje zelo pohvalili, no, tako da se pa dobi samo pri nas v restauraciji. Pri nas je na voljo, ja. Je bilo zate na tvoji poti kdaj občutiti, da zato, ker si ženska, je bil kakšen korak potreben kdaj več napram recimo moškim kolegom ali pa so nate mogoče gledali drugače, si se morala bolj dokazati? Jaz mislim, da predvsem se mi zdi, da imamo mi ženske težave, ker smo dlje časa rabimo, da smo slišane. A ne? In že tako smo mogoče po naravi mečkim bolj v ozadju, mečkim bolj zaprte in rabimo malo dlje, da se postanemo glasne. Recimo jaz vem, da jaz sem vedno sem bila v svetu moških, a ne? Že takoj, ko sem začela delati, pa večina je bila moška ekipa, potem imam brata, očeta, ker z močnim karakterjem in se mogla vedno boriti, ne, zdaj jaz sem tudi tukaj, jaz bom tudi nekaj, ne. Tako da sem z leti se mi zdi dobila to samozavest oziroma to potrditev, da jaz pa tudi nekaj vem, pa jaz pa tudi nekaj znam, ne. Vedno sem imela občutek, se bom rajš tiha, ne vem, a imam do znanja, a vem, a bom, pač ne vem, vedno sem to in se mi zdi res z leti in z izkušnjami sem dobila to samozavest oziroma to, da si upam biti glasna in da sem potem slišana. Tako da to se mi zdi še najbolj, ker tudi še zdaj tako med kolegi, če je treba iti nekam predstaviti, bojo prej pomislili na enega someljeja, kakor na someljerko. Tako da to se mi zdi tako še vedno malo v našem svetu. Je tako, no, tako da zato se jaz tako borim, pa poudarjam te ženske, saj mogoče je to tako feministično, ampak ne to, ampak da smo slišane, da tudi mi smo v tem svetu in da smo dobre, ne. In to ti zagotovo uspeva, glede na to, da si razglašena za najboljšo someljejko Evrope, je to za prvi korak oziroma eden izmed pomembnejših, da se to nekako začne spreminjati, verjetno, ne. Ja, sigurno je to tudi, vidijo te, ne, opazijo te, da si tukaj, ne. Je potem tudi za druge to neka, tako kot si rekla, vidijo me, je potem neka sprememba prišla? Sigurno tudi zdaj vidim te mlade someljejke, ki so kar dosti glasne, pa tudi zdaj ta nova generacija je drugačna, kot smo bili mi in ful podpiram in sem res vesela. Takoj, ko vidim kakšne te punce, sem tako bravo punce, tako je treba, ne. Mogoče res tudi ta nova generacija, ki prihaja, drugače razmišlja, kot smo mi in so bolj odprti pa bolj glasni, tako da jaz sam ploskam lahko. Sigurno pa tudi mi malo starejši, pa smo tudi že kakšen malo vrat odprli in je to toliko lažje, ne. Tako kot vsi, saj tudi, kaj so naši, moj oče, ki je začel s kulinariko, je bilo še totalno drugačno, kot je danes, pa je dejansko minilo samo 20 let, ne. Tako da
se mi zdi, da ta svet someljestva pa teh vinski svet, no, se pa zdaj res odpira in mislim, da je čas, da vstopimo in da smo glasni. Kaj pa bi rekla, kdo je tista tvoja inspiracija, mogoče v svetu someljejstva, vina, ženska, mogoče figura, lahko je... Mislim, težko bi zdaj eno izpostavila. Jaz sicer nisem človek, ki bi rabil neke ikone, po katerih bi se zgledovala, sem kar dosti samosvoja. Seveda spremljam ves ta svet, vse te ženske, ki jih ni malo in so kar zelo uspešne. In od vsake nekaj vzameš, od vsake se nekaj naučiš, ampak se mi zdi, da je ful pomemben, da greš pa svojo pot, svojo glavo in svojim srcem, tako da to bolj me to žene, ta moja samosvojost pa ta moja energija. No. To sta vnesla ti svojo energijo, brat svojo energijo tudi v restauracijo. Kako sta si porazdelila funkcije, delo? Ja, če bom rekla, da on kuha, jaz pa vse ostalo, se nam dosti lagala, ampak ja, se mi zdi, da ženske smo itak, lahko delamo več stvari, pa kuhar vseeno mora imeti ta svoj prostor za kreativo, čas. In ja, jaz sem to kar njemu prepustila, že tako kot je moja mami, očetu, tako da ja, on pač je šef kuhinje zdaj, pač ima vso, kar je v kuhinji, nabava pa te stvari. Ima on. Jaz sem pa seveda v prvi vrsti somelje, ki zbira vina s novim jedem. To mi je v bistvu tudi moja največja strast. V tem mislim, da sem tudi res zelo dobra, zato ker delam že to res 20 let, ne? Ker mi imamo ogromno someljejev, ki tega ne delajo. Ne? In somelje seveda je človek, ki predstavi vino, ki pozna ogromno stvari, ki ve ogromno stvari, ampak bistvo je, da ti znaš združiti hrano in vino in to dvigati. In v bistvu s tem gostu pričarati tisto piko na i in tisti občutek oziroma tisti dogodek, ki ga ne bo pozabil kar tako. In to je meni v bistvu, to mene žene, to mi je ono, ki mi reče, wow, to je bilo pa noro, ne morem pozabiti, ali pa mi, če že leče 14 dni napiše, wow, jaz še zdaj čutim tisto okus, in to je meni, od vseh nagrad mi je to največja nagrada. Pol pa seveda, žal, tudi v gostinstvu je ogromno papirologije, ogromno mailov, ogromno vseh teh stvari, tako da tudi zato si nekako z mama mi še pomaga deliva te stvari. Tako da ja, tako nekako sva si razdelila, no. Ampak se dobro razstopva, kar je najbolj pomembno. Nekako tudi mava podobne filozofije, kaj si želiva naprej. On je sicer malo mlajši, pa majčkeno bolj še malo mogoče v oblakih, jaz sem že malo bolj na trdnih tleh. Tako da je lih fajn balans, no, da vseeno ga majčkeno kdaj nazaj potegnemo, on pa mogoče mene malo vseeno gor, tako da se kar dobro dopolnjujeva. Kako pa pol poteka ta faza izbora vin? Tomaž reče, Nina, imam novo jed, boš ti se izbrala vino na to temo, ali že ti nekako imaš svojo vizijo glede tega, pa potem kakšen je proces, da ti rečeš, tole vino želim imeti v svoji vinski karti, ponudila jo bom takemu gostu tisti večer, da dosežeš ta moment, kot si prej omenila? Ja, mi še nismo tam, da bi jaz rekla, tole vino, zdaj mi pa naredite jed, oni naredijo jed. Pri nas nekje na 2 meseca se menja meni. Okay. Takrat se vsi usedemo, in cela ekipa, in kuharji, in natakarji. Se pravi, oni predstavijo jedi. Ponavadi jih jaz prej probam tako, da malo v glavi si naredim, katera vina bi šla kjer jedi. Pa se pa odprejo flaše. Tudi 20 se jih odpre na tisti dan ali pa še več. In potem se proba. Proba se vino hrani. Jaz nikoli ne forsiram neko vino, zdaj je šlo pa to tukaj, če pač ne gre. Ne. Prva stvar je to pravilo, da vino mora iti tisti jedi, da jo mora podzigati in da se mora ta harmonija ustvariti.
In fantje vejo, da dokler ne prijem do tistega vina, me pač... Boš ustrajala, Ja, bom iskala. ustrajala in bom iskala, sigurno. Tako da, ja, ta način se mi zdi, da je kar ta pravno. Pa tudi tako, da fantje probajo in da vejo in da potem tudi lažje predstavijo gostu, vejo točno, kako je narejena stvar, točno zakaj je šlo to vino, eni jedi. Zdaj sem sicer zadnjič raven rekla, da bojo mogli majčkeno več samoiniciative dati, ker da ti en sam pove tole, pa delaš kot robot, se nekaj zdaj pa bo treba malo drugače, da je tole, jih moram malo bolj angažirati, da bojo malo... Še osebnega Tako, pristopa. da bojo majčkeno bolj z glavo začeli razmišljati, no, ampak ne, saj so fajn, super so. Ker tudi jaz, ne vem, kakor sem nekaj tu, someljerstvo tu, spajanje vina tu me res polni. Medtem ko v strežbi nimam toliko tega, pa ne veselja, še vedno grem rada k mizi, pa tako, ampak se mi zdi, da fantje so res tako naši tako fajn in tako dobro predstavijo te jedi in to. Jaz pa bolj vino rajš predstavljam, tako da mi je to bolj blizu. Pa verjetno vinska karta obsega svetovna vina, slovenska vina. Nekje sem tudi zasledila, da rada stkeš osebne vezi tudi z posameznimi vinarji, kjer je res v steklenici ujet karakter v končni fazi. Ti lahko potem resnično celotno zgodbo poveš gostu. Res je. Ja, imamo zajet tudi svet, Evropo, ampak jaz vedno bolj črtam in se usmerjam na slovenska vina. No. Kakor sva že prej rekli, pač mi moramo biti ponosni na svoja vina, ker imamo odlična vina, mi moramo biti ambasadorji teh vin in v končni fazi človek, ki pride, sploh mi, če imaš tujca, daj mu predstaviti slovenska vina, daj mu jih pokaži. In tudi jaz vedno delam wine pairinge samo s slovenskimi vini. Včasih slišim kolege, ki rečejo, ja, ne najdem slovenskega vina k tej jedi. Ne vem, pol izjedijo nekaj narobe. Jaz ne moram drugega reči, ker pač vsem smo v Sloveniji, kuhamo s slovenskimi sestavinami in pač moramo, pač to je moje mnenje in jaz tej poti sledim in sigurno to mi je zelo pomembno. Ja, je pa res, da jaz res dam na ta osebni stik ogromen. Meni mora biti vinar oziroma ta človek, ki dela vina z isto strastjo, kot jo imam jaz v sebi. Morava se ujeti in tudi na osebni ravni. Včasih se je že tudi zgodi, da mi je bil vin fantastičen, odličen, ampak mi je šel tisti vinar, nikakor nisva našla skupne točke in ne z takega vina, pač ne moram jaz to prodajati. Mislim, ker ne stojim za tem. Jaz sem vedno rečem, da jaz vsako steklenico, ki je v naši kleti, stojim in da karkoli bo kdorkoli zagrabil v dober. In to je moja filozofija. Ni je tle druge poti, ne. Tako da, ja, to mi je zelo pomembno, pa tudi sicer premalo, nimam niti časa, več bi mogla iti okrog tudi, ker ko si ti tam, ko vidiš vinarja v svojem habitatu, je čist nekaj drugega, ne, in tudi ta zgodba njegova prije bolj do izraza in razumeš njegovo filozofijo, zakaj je tisto vino v steklenici tako. Tako da ja, to je sigurno mora biti. No. Da se ujameš torej z vinarjem, z samim vinom, kaj pa z gostom? A je kdaj, da je potrebno recimo gosta prepričati, tale steklenica gre res odlično k tej jedi, ali je gost že recimo odločen, to vino želim in ga kar zbere iz vinske karte, kljub temu recimo, da k jedi ne paše? Pri nas večino vzame wine pairing, no. Imaš pa tudi ljudi, ki si pač zberejo steklenico in kakor pravijo, gost ima vedno prav. Mislim, jaz se še nikoli nisem spuščala v konflikt z gostom. Sem pa imela že enkrat raven, ni dolgo nazaj, z enim gospodom, ki je velik ljubitelj šampanjcev. In mi je nekako mi je dal vedeti, da
ti pa itak ne veš, ne ti meni zdaj govorita. Jaz se pa kar nisem pustila, ker mi je pa tudi malo bilo izziv, ne. In sem se spustila malo v debato v bistvu, ne. In ni dolgo nazaj, ko je ta gospod prišel spet, pa je rekel, sem rekla, ne, kaj bo, ja, vedno pije šampanjec, prav, kar ti mi zber, ne. Sem rekla, ja, lahko jaz zberem. Je rekel, a veš, ja, lahko. Pa sem pa prišla s steklenico, ker je res bila nekaj posebenega, pa tudi res je nimaš kje dobiti in je bil, wow, presenečen, probo, wow. Pa bi rekel, veš, še v življenju nisem nobeno pustil, da bi mi izbral šampanjec, ne. Wow. In sem bila tako, hvala lepa, ne, to si pa res ten čas. Je rekel, veš, zadnjič, ko sva začela debato, sem pa ugotovil, da pa se pogovarjam z nekom, ki mogoče pa tudi nekaj ve, ne. In mi je bilo tako, wow, ne. To je to, ne, mislim. To je tisto priznanje. Ja, to je v resnici, priznanje. Ja. Tako da sem take stvari, no. Ampak zdaj tudi moji gosti so zdaj že tako navajeni, sploh te stalni, da je skozi nekaj novega, ne. In v bistvu me tudi to žene naprej, da skozi iščem nekaj novega. Tako si tudi začela, ne. In najboljš mi je, ko prije, Nina, kaj pa danes novega, ne. Pa prinesem, pa wow, kaj pa je to. Zato tudi mi je všeč, da imam te majhne butične vinarje, ki niso tako poznane, oziroma sorte, ki niso tako poznane, ali kakorkoli, nekaj, da je nekaj posebenega, da ne more povsod dobiti. No, tako, to mi je tisto bistvo moje karte. Pa ne rabim imeti več bordojcev za par tisoč evrov, ne vem kaj vse gor, ker mi to več ne polni. To me je mogoče 10 let nazaj moj ego filal, jaz imam pa tega, ta letnik, to. Zdaj me pa to res, sploh mi je vsem pač. Tudi do te točke smo že prišli, da so tudi toliko draga vina, da nima sploh smisla kupovati to, ker je škoda. Pač. Ker če si bo kdo želel, si bo domov kupil to, pa bo doma spil. Tako da ja, me bolj žene to, da nekomu, ki ima že doma ne vem kakšno klet, da mu ti prineseš eno steklenico, ki jo ni probal, pa da je dobra, pa da ga navduši in da on gre ven in mu daš misel, wow, to je bilo pa res dobro. Je to potem tudi vključuješ avtohtone vinske sorte v neke svoje portfolio vin, da so res teroar slovenski, da lahko pokažeš nekomu na tem področju, pa imamo res raznolikost. Ja, absolutno. To mislim, jaz sem toliko navdušena, kakšno še jaz, ker včasih sploh še nisem slišala, kakšno to našo sorto, sem tako, wow, zakaj to ni, ne, ampak so toliko malo zastopane, oziroma je toliko malo vinarjev, ki jih daje ven, ne, škoda, no, ampak vse se mi zdi, da to zdaj spet prihaja, ne. In moramo to poudarjati, naše avtohtone slovenske. Se pravi, toliko jih imamo na enem toliko majčkenem delčku, da je res, moramo biti ponosni na to. In jaz tudi zdaj rabim eno rdečo vino z mojim podpisom bo prišlo ven in je tudi, sicer ni čisto avtohtona sorta, ampak tudi zelo butična oziroma malo zastopana in sem prav vesela, da sva se s tem vinarjem povezala, da sva se našla in da je to ta sorta, no, tako da sem vesela. Tako da ja, no. Super. Ali lahko razkriješ iz katere regije? Z Goriških Brd. Aha, ok. Goriških Brd, ja. Zdaj v bistvu, vsi so mi rekli, ja, pa boš zdaj svoje vino, pa to ne bi šla svoje vino delati. Si pa zelo želim, da bi z vsake regije našla nekoga, s katerim bi se ujela in bi se pod neko vino podpisala. Okay. In to mi je zdaj cilj. Se pravi, začela sem s Peninom, zdaj imam tole rdeče vino, še ne 2, 3, pa to. Ampak tako mi je fajn, ker pa lahko rečem, ja, to pa se ni. Zdaj imam sicer željo, da bi bila tudi pri sami trgatvi zraven, malo v kleti, pa to, ker to mi malo manjka. Tako da zdaj letošnjo trgatev mislim, da mi bo že uspel. Okay. Tako da nekaj, da skozi, jaz sem zelo tak človek, da mora skozi se nekaj dogajati, pa še to. Sicer pa si malo preveč zapolnim, ampak ne vem, to mi je všeč, da je neka dinamika. No.
To ti daje tudi energijo. Ja. Se mi zdi, da pa raziskuješ naprej, kaj je še vse možno. Tako, in se pa še tam odpre vrata. Tam. Tako da, njih to, kar sem prej rekla, da sem nekaj časa rabila, da sem bila slišana, ne? Se mi zdi šele, ko ti sam sebi res zaupaš, pa šele, ko sam sebi verjameš, da te pol vidijo in da pol res se ti začnejo stvari odpirati. Ne? Ti moraš res, če delaš srčen, če si srcem pri stvari, pa se ti pa res kar samo odpre. Meni so se, ne vem, zdaj v 2 letih take stvari odprle, ker prej niti sanjati nisem upala, oziroma si niti pomislila nisem na kakšne stvari. Ja. Tako da ja. No, to pomeni, da si na pravi poti in da upam. moraš samo nadaljevati. Ja. Kako pa ti gledaš na te sodobne trende, zdaj vemo, zdravo življenje, vino z manj alkohola oziroma celo brez. Včasih so se posli delali ob steklenici vina, zdaj že ob kozarcu z manj alkohola. A je to prisotno tudi, vidiš, v tvoji restavraciji? Ja, sigurno se je zelo spremenilo. No. Tudi, včasih, ja, kot si rekla, tudi čez kosilo ni bilo problem, pa so ljudje sedeli tudi po par ur na kosilo, danes so samudi naprej in redko kdo sploh spije kozarc vina. Zdaj, čeprav raven zdajle smo imeli ko smo zbirali vina, sem prvič imela tudi jaz težavo, ker so bila vina res s toliko alkohola, da je bilo težko najti vino zraven jedi, ker je bilo pretežko, preveč alkohol sam ven v spredje prihajal. In zato tudi razumem, zakaj tudi sommelier iščemo vina z manj alkohola, ker je težko, ne. In je pa tudi vinarjem težko, pač podnebje se segreva in je težko, ne, pride do tiste polne zrelosti z manj alkohola, ne gre, ne. In tudi oni niso v lahki poziciji. Zdaj, kar se tiče vin brez alkohola, jaz zdaj tukaj se nam nekaj osredotočala, sem jih nekaj že poskusila, ena so me, mislim, mi pa res prav, ne, da mi niso bila všeč, ampak prav nisem sploh razumela. So me pa tudi par jih je pa prav presenetilo, no, ker dejansko nisi niti čutil, da ni alkohola. No, tako da imaš tudi dobre primerke in sigurno je tudi to prednost oziroma trend. Saj 20 let nazaj tudi ni bilo veganskega mesa, pa ne vem kaj, danes pač tako gre in svet gre tako in seveda tudi mi se moramo prilagajati vsemu temu, tako da bomo videli, kaj še bo. Ja, mladi pa se mi zdi, da manj pijejo, ampak mogoče pa bolj kakovostno, kot smo mi. No. Tako da to je pa tudi prednost. Ne. Da je več tudi te in kulture in izobraževanja in vedenja v končni fazi o tem. Bolj se tudi pozanimajo, več jih zanima, že tudi, se pravim, že tudi dosti mlade, tako da to je velika razlika. No. Že zdaj vidim, v 20 letih se tudi naredila, tako da super. Eden izmed trendov, ki pravzaprav to ni bil, ker smo se samo vrnili 4000 let pred našim štetjem v Gruzijo, ki so pridelovali vina v kvevrih in tako naprej, so tudi oranžna vina. Nastala so seveda z Graunerjem, ki je to ponesel v Slovenijo, potem pa je bilo veliko teh izpeljank, če naj temu tako rečem. Nekateri so potem skrivali za tem tudi napake. Zdaj je to postala neka zvezda stalnica v končni fazi. Kako ti gledaš na njih? Jaz nimam nič proti oranžnim vinom. Jaz imam tudi nekaj jih imam v restavraciji. Tudi se mi zdi dobro oranžno vino oziroma macerirano vino je zelo hvaležno za kombiniranje s hrano, sploh s to mogoče mečkam bolj polnimi okusi. Kot si rekla, ja, bilo je ogromno enih izpeljank, za katerimi jaz recimo ne stojim, jih ne podpiram in to tudi povem. Je pa v bistvu, zdaj, ko sem šla malo v svet, pa bila po svetu, mogoče so nam malo naredili krivico, ker v svetu Slovenijo prepoznavajo po orange wine. In mislijo, da imamo mi samo to. Ne. In mogoče zdaj
kar malo težko jim dopovedati, ne, saj mi nimamo samo orange wine, mi imamo tudi to, pa to, pa to, ne. In recimo tukaj pa jaz vidim, pa ne težavo, ampak da bomo morali zopet se pokazati, da ne, in moramo poudarjati še ostale stvari. Sploh tujcem, no. Ker velikih je prišlo tudi k nam v restauracijo. No, Slovenijo wine, orange, ne, pa tako. In pol jaz, ne, saj mi imamo in sem jim pokazala, ne, in so bili pol presenečeni, wow, ne. Tako da malo so nam naredili krivico te. Na začetku sva omenili, da pripravljaš projekt, ki bo povezal ženske ustvarjalke iz sveta vina in kulinarike. Nam lahko razkriješ kaj več o tem še? Ta projekt sem jaz že začela, punce sem že poklicala. V bistvu moja ideja je bila prvo, da povežem enologinje. V Sloveniji jih ni toliko, tako da sem jih poklicala, vse so bile zelo za, ampak ni mi pa še uspela naprej speljati. Ja, želim si nekako, pa ne, da bi bilo to tako kot feministično, ampak tako, da bi se predstavljali skupaj javnosti, ne? Da pač pokažemo, da smo mogoče ženske dobre v tem svetu, da delamo dobre stvari, da znamo veliko in tako, kot sem prej rekla, če nas je več, bomo bolj slišane. In poudariti tudi to, no? In predvsem tudi mladim pokazati, da je to krasen poklic, da je to super in tudi ženske, da vstopajo v to, da bo več tudi, se mi zdi, da moramo, zdaj sicer ima cel svet težave s kadri, ampak da moraš biti v tem poklicu oziroma kot natakar, da je to lep poklic, da ne more biti vsak, da moraš biti ogromno znanja, ogromno izkušenj, ogromno moraš tudi se izobraževati in da ni samo natakar človek, ki prinese krožnik na mizo, ampak dejansko on poustvari celo experience, celo vzdušje, cel dogodek v sami restavraciji. Ker šef oziroma kuhar lahko skuha še tako dobro jed, če jo natakar ne bo lepo predstavil, lepo prinesel in zraven ponudil pravo vino oziroma pravo pijačo, se lahko še tako dober šef skrije. Tako da želim, da mladi razumejo, da je to res lep poklic in da je kreativen in da je to kreative, kot jo daš lahko na Instagramu, jo daš tudi lahko v restavraciji in zadovoljiš gosta in s tem spolniš sebe. Tako da to je nekako moja želja, moje poslanstvo, no, da predati to tem mladim. Vidiš tukaj ta potencial, da se nek tudi odnos spremeni na podlagi naše vinske kulturne dediščine, ki jo že imamo, ampak tako, kot si rekla, ne, a več misliš, da je potrebni več izobraževanj, več mogoče zgleda, več... Sigurno je, v Sloveniji se mi zdi, da preveč ljudje še kar razmišljajo, saj nekaj pojem, pa je to. Pa ti špricer spijem, pa je v redu. Saj tudi paše, ampak res v Sloveniji smo lahko tako srečni, da imamo tako še pristne sestavine. Od mesa do vsega in konec koncev vina. In da bi bolj cenili te svoje produkte, izdelke in da bi nam bilo to res pomembno, kaj damo vase. In jaz sem bila v Franciji, 15 let nazaj, in so mi razlagali, da imajo že v vrtcu 3 hodni meni in na koncu sire, v vrtcu. Ja. In s tem se je širila ta kultura, to spoštovanje do hrane. In to se mi zdi, da pri nas nismo še tam. Pri nas je to, če greš nekaj dobrega pojesti, če se usedeš pa poješ 3-4 krožnike, da si fin, da je to, hohštaplarija, ampak ni, to v bistvu, tudi jaz kot v bistvu v naši restavraciji si želim, da če ima sta
2 obletnico, enkrat na leto, ali pa ne vem, prideta, se usedeta, si pogledata oči, uživata, nekdo ima prinese hrano, jih mogoče še malo razveseli, še bolj, in one dva sta v trenutku skupaj in ne rabita razmišljati nič, in takrat nekaj dobrega pojesta, dobrega popijeta in ima to ostane v spominu. A ne. In to bi bilo super, če bi začeli tako razmišljati, a ne, da je kdaj tudi lepo se pocrkljati, a ne, na tak način. A ne. Ker zdaj vsi pa vsi se rekreiramo, pa vsi hodimo na počitnice, pa vsi, ne vem, kaj je zdaj prav trend, pa imamo tele dodatke, ne, vsi jemo dodatke zjutraj, cel kup dodatkov, ne. Pa dajmo se pa 2-krat na let pa s tako stvarjo pocrkljati, pa bo dovolj. Vrnimo se nazaj, a ne, k nekim osnovam, da zgradiš odnos do tega, kar je. In takrat odmakneš telefon in se pogovarjaš in uživaš v hrani in vinu. To. A znamo potem, zdaj si rekla ta odnos in do hrane, a znamo Slovenci ceniti to, kar imamo? V bistvu ta potencial, rekla si, tako majhna površina, tako raznolika. Se zdi, da včasih v tujini slišiš, wow, super ste, kako vam je to uspelo. Mi doma pa... Mislim, jaz sem sicer v krogih, kjer se mi zdi, da je to zelo, ne, ampak pol v bistvu, ko se pa malo z teh krogov umakneš, pa šele vidiš realnost in še vedno je bolj to, ne, da niti ne razmišljajo ljudje na tak način, ne. Mislim, mi imamo dejansko vse na enem mestu, od soli do olivnega olja, bučnega olja, mislim, mesa, svinjskega, mislim, najverjetno, kaj imamo vse na enem tako majhnem področju, med svoj. Mislim, noro, ne, in res bi se mogli bolj tega zavedati in na koncu ceniti in poudarjati to, ne. Ker tujci, ko to vidijo, oni ne morejo verjeti, da je to sploh možno, ne. Ker pa itak je ta v svetu, da ne to v bližini, ne. Pri nas karkoli je v bližini. Ne. Je že blizu. Ja, ne. To, če v svetu pogledaš, to, kar gremo mi iz Ljubljane do morja po ribe, to ni nič. Ne. In pa to se zdaj že govori toliko časa, ampak še vedno se mi zdi, da se velika večina tega ne zaveda in ne ceni, kar je škoda. Imate s bratom kakšne načrte v restavraciji, nekako sta prevzela utečene stvari, vse teče, planirate, načrtujete kaj posebnega, imate še svojo vizijo v tem pogledu? Zdaj midva sva stopila kar v velike čevlje, še vseeno sta starša naredila neko inštitucijo, si nekih blaznih sprememb ne želiva, si pa želiva mogoče to mladost oziroma to majčkeno bolj mehkobe vnesti v restavraciji, da vse ljudje vidijo, da so prišli mladi. Je nama super, ker sva že toliko let oba dva delava tukaj, tako da gostje naj jo poznajo, tako da ni takih velikih šokov. Sigurno pa v določenih stvarih malo drugače razmišljava, kot so najini starši in že s to tehnologijo si lahko toliko olajšaš stvari, ki si naši starši mogoče niso niti želeli oziroma niso upali. Tako da bolj te stvari v ozadju, no, v spredju pa še vedno kvaliteta, dober odnos in pa predvsem jaz si želim, da ljudje, ki pridejo k nam, da se res počutijo fajn, da se počutijo sproščeno in da jim je fajn, da pridejo, da se imajo lepo, da se imajo boljš kot doma, no, tako, ne, na koncu vsi smo zdaj doma radi, doma nam je najlepš in se težko zbazamo nekam in je v bistvu to zelo pomembno, da jim damo to občutek domačnosti in da, ko sedi na kavču pa reče, nič, pa grem v GBC, tam se imam tudi lepo. Da je to doživetje. Tako. V bistvu. In še to, kar si prej omenila, da pričaraš res ta okus, spoj okusov, ne, da je nepozaben. Tako. Kakšni so tvoji še načrti? Del si jih že omenila. Kaj te čaka? Je še kaj takega v prihodnosti? Ja, jaz imam zdajle v bistvu z eno Američanko. Sva v bistvu naredila firmo v Ameriki
Okay. Jaz sem v bistvu hunter oziroma iskalec vin tukaj v Evropi, tako da izvažava vina v Ameriko. Ona je pa tam v bistvu sommelier, ki dela vinske karte. Tako da v septembru v bistvu gremo ven oziroma imamo lansiranje tega podjetja. Tako da to, potem imam še en projekt izvoza v eno malo bolj eksotično državo. To mogoče še ne povedala, da me ne bojo preveč držali. Ampak ja, je tak tržišče, ki je mečkano neodkriče, pa je kar proces in traja, že eno leto se ukvarjamo s tem. Ampak jaz verjamem in se bo zgodilo in to bo. Tako kot mora biti. Tako kot mora biti. Tako da, ja, v bistvu malo na še ta del spoznavam in se trudim. No, tako da bomo videli. Nikoli ne zmanjka. Ja, in izziva. Nina, najlepše hvala za ta čudovit pogovor, da si bila prva gostja. Bilo je super. Hvala, Maša. Super. Vas pa vabim, da nas spremljate še naprej na vseh platformah, da poslušate pogovore in zgodbe o vinu.